Danes pa spet na Pohorje. Tam tokrat malo daljša tura. Preko Meranovega na Pečke, na vrh pol po stolp. In preveriti, če je res prehod tam preko onega potoka Pekrskega mimo jezerca, tako se je debatiralo na hribinet, da vidim, če je res, da ni samo pri govorjenju, vse tak je markirano, pot bi naj bila, no, ker markacij tak ni nikjer. To bom danes tudi pokazal na hribinet. Tam gor, tam je zaključek ture, oziroma no ni zaključek, treba še se plin bolj spustiti na izhodišče. Tu pa zdaj se odcepi z glavne ceste, oziroma iz asfaltirane na stransko. Bomo pa videli, če je tu res prehod, če se da tu prek priti. Pohojeno je videti, bomo pa videli, če je prehod skozi, ker tu jaz takrat pred letom nisem prišel skozi in zato sem potegnil špuro na Kordeka pa preko po gozdu pa potem na Meranovo. Mi je uspelo priti preko, tako da je tu prehod, samo je pa vprašanje, kako je zdaj naprej. Ker potem še tam bo treba en potok prečiti. Tako da bomo videli, sicer tu ni nobenih markacij, pač treba po svojem iznajdljivosti hoditi in imeti zemljevid zraven. To so vse vikendi, kada tam ni prehoda. Hvala prijaznemu možakarju, da mi je odprl vrata, da sem lahko skozi, ker je dvori vse ograjeno in ni prehoda. Tako da je treba spodaj nižje zaviti že na to stransko pot. Je pa res to stara planinska pot na Pečke. Samo je pač vse spremenjeno zdaj. Markacij ni več, tako da v iskanju ceste, da zgoraj možno nekaj cesta biti. Pa je pač ona varianta preko Kordeka boljša. Pa to. Ja, in na cesti teh trikotniki. Evo, to je to. To pa po cesti. Ni tisto takih prehodi, ko se da prek priti. Tako sem že rekel, potem je res boljše iti preko Kordeka. Prideš na Meranovo, potem na Pečke pa gor naprej. To je taka lepa pohodniška pot. To je lepo. Vreme danes tako super. Jaz pa fotoaparat doma pustil, ne, ta boljši. Malo do klopice, pa malo počitek.
A pa že na poti proti Pečkam na markirani označeni poti. Dom na Pečkah, zdaj pa grem v smer razglednega stolpa na Cigelnico. Zdaj pa čez cesto pa naprej gor. Zdaj sem pa trenutno na višini 850 metrov, tako da še dobrih recimo 200 metrov višinske razlike. In spet prečenje ceste, pa naprej po gozdu spet. Dobre pol ure še do stolpa. Zdaj pa potem pa po cesti prečno. Evo, višina 1000 metrov, pa je že sneg. Zelo kras. Če ga bo več, potem višje imam ga malo še zraven. Na Arehu brnijo snežni topovi. Zdaj pa po cesti naprej. Smučišče Videc. Zdaj pa samo prečno tja prek. Pa sem tak pri stolpu že. Kak je razgled danes. Jaz sem pa vse doma pozabil. In fotoaparat, in kamero. Kameri sem tak pozabil baterijo napolniti. Razgledi so bili super. Zdaj pa nazaj na izhodišče.
Zdaj, če še enkrat pogledamo analizo poti. Začel sem tukaj na parkirišču pri spodnji postaji Spenjače, potem preko gozdov do gostilne Pohorka, po naselju in potem levo, pa hitro potem preko tega dela, ko ga jaz pred enim letom nisem uspel prehoditi, ker je bilo vejel je vse prek in ko da ni poti tam. No, in mi je uspelo priti do tega ribnika. Vendar, zdaj, ker nič ni markacij, nobeni puščic, ničesar, gre pa za staro pohodniško pot, ki je bila iz Maribora na Dom na Pečke, tukaj je potrebno zaviti desno. Jaz pa seveda, ker sem pač, ne vem, nekako mi je iz glave šlo, in sem šel ravno, in tukaj je naselje Vikendov, seveda tu pa ni prehoda, ker je vse ograjeno. Tukaj pa mi je potem prijazen možakar odprl ograjo, tako da sem lahko potem po gozdu šel gor do gozdne ceste, tukaj, in potem tja preko po tej poti, ko jaz vedno grem, da potem prijem na Meranovo. Najboljša varianta je tista, ko sem jaz v poletju prehodil od Kordeka, tukaj takoj za tistim zadnjim poslopjem desno na gozdno cesto, pa po gozdni cesti prečno skozi gozd, pa potem se pride na makadamsko cesto in se gre potem ravno in se prije do križišča, kjer je pa itak smerokaz za Meranovo. Od Meranovega pa je tukaj potem takoj na vrhu hriba označeno razpotje, tako da potem ni težav priti do Doma na Pečkah, ker je vse označeno skozi. Od Doma na Pečkah so pa tudi markacije za stolp. Malo je pa treba pač tudi logiko uporabiti, da se pride da se ne zaide z poti na Cigelnico. Sestop pa pač po lastni, jaz sem ga danes malo po svoje žgal. Tu preko smučišč, no zdaj potem ne bo več možno, ko bo smučarska sezona. Drugače pa po tisti stari FIS progi, tu od Spenjače dol. Nazaj mimo adrenalinskega parka, pa po cesti pod Spenjačo do spodnje postaje na parkirišče.